Okrog 8000 glasnih navijačev, lahko rečemo, zgodila se bo kar planica v Kopru, to tekmo tudi Luka. Moja vloga pri tem je samo pomoč, se pravi pomoč ali domačemu trenerju oziroma da damo samo dodatno iskro ali pa gledalcem, da spodbudijo v tistem trenutku nekoga v steni. Nekako jaz gledam tako zmeri, da se mogoče da ploskati na takt glasbe in s tem spodbujati tudi same plezalke in plezalce. In očitno mi ratuje, ker če ne, že ne bi 26 let bil pri tej zgodbi zraven. Takrat se je vrtela glasba še iz CD-jev, se spomnim, jaz sem 2 CD-playerja in smo lepo gajbico CD-jev in improvizacija, kakor je bilo. Spomnim se, da je kakšna plezalka prinesla, predvsem plezalke so bile, fantje niso nosili svoj CD, a se da med mojim plezanjem to in to zavrteti. Težava je nastopila takrat, ker sta plezali recimo 2 istočasno, za eno seveda je bila glasbena želja, drugi je šlo pa mogoče to na živce. Ampak smo nekako zmeraj rešili zadevo in je stvar stekla tako, kot mora. Je pa seveda vrsta navijanja na plezalnih tekmah je drugačna kot na odbojkarskih tekmah ali pa pri košarki, tako da tudi sami tekmovalci nimajo radi tistega klasičnega navijanja, tako kot jih uporabljamo na ostalih tekmah, ampak gre za neko specifiko. Je pa ta odziv ljudi, tako kot je bil včeraj v polfinalu, je, lahko rečem, neverjeten, so zraven, držijo tisto atmosfero in jaz mislim, da se ta energija navijačev čuti tudi v steno vsem tistim, ki plezajo. Zelo veliko mi pomeni. Mogoče vsako leto bolj, ker pač enkrat bom tudi jaz s tem zaključil, ampak vsakeč, ko me pokličejo, sem ponosen, da so se spet spomnili name in očitno mi to je tak priznanje, da delamo v redu. Včeraj edina na vrhu naša Janja Garnbret, prva in edina do vrha.